Lepo pozdravljeni v novicah tedna. V novomeškem Revozu so po kolektivnem dopustu v ponedeljek zagnali celotno serijsko proizvodnjo. Že med božično-novoletnimi prazniki pa so se pripravljali na proizvodnjo novega Clio 4, katere začetek predvidevajo konec marca. Za te potrebe nameravajo zaposliti predvidoma 300 do 500 novih delavcev. Prve pogovore s kandidati pa so začeli že decembra lani. Čeprav proizvodnja Clio 4 steče konec marca, pa dotlej urejajo vse potrebno za uspešen zagon. Z nočno izmeno začnemo v bistvu že konec februarja in za to nočno izmeno smo tudi zdaj v zadnjih mesecih in še zdaj intenzivno zaposlujemo. In nove delavce uvajajo v proizvodni proces. Konec leta 2016 je bilo v Revozu zaposlenih 2531 ljudi, od tega 599 najemnih delavcev. Od decembra pa jih iščejo za polovično nočno izmeno. Zaposlili bomo v prvem okrog 300 novih zaposlenih preko agencij. Pri tem seveda tesno sodelujemo tako z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije, kot tudi z dvema agencijama. V končni fazi pa bo novo zaposlenih do 500. Za delo v proizvodnji iščejo tako moške kot ženske z jugovzhodne Slovenije, območja Ljubljane in Zasavja. Proizvodne količine novega Clio 4 načrtujejo na 360 vozil na dan. To je torej količina, ki predstavlja približno polovično izmeno v Revozu, s tem, da glede na to, da je Clio 4 zelo velika uspešnica na evropskem in svetovnem trgu, predvidevamo, da bi lahko povpraševanje še poraslo. Nova naročila bi lahko pomenila okrepitev polovične nočne v polno izmeno in s tem dodatnih 200 delavcev. V Revozu so sicer v preteklosti izdelali že prek 1 milijon Clio 1 in 2. Je veliko potrdilo strani lastnika skupine Renault, da nam je ponovno zaupal to svojo veliko uspešnico. Danes, kot je znano, ta model izdelujeta še 2 tovarni, in sicer v Franciji in v Turčiji. S tem Revoz znova sodi v družbo velikih Renaultovih tovarn. 3 proizvodni modeli pa mu zagotavljajo večjo stabilnost in možnosti za rast v prihodnje, dodaja Bašek Zidžovičeva. V občini Šentjernej ohranjajo tradicijo januarskega srečanja podjetnikov, obrtnikov in poslovnih partnerjev. Tudi tokrat so se družili v kulturnem centru Primoža Trubarja. Gospodarstvo v občini je zdravo, podjetniki in obrtniki, v občini je več kot 350 samostojnih podjetnikov in DOO-jev. In zelo dobro delajo, je v nagovoru poudaril prvi mož občine Radko Luzer. V mandatu Radka Luzerja so podjetja v občini odprla 140 delovnih mest, kar je nad njegovimi pričakovanji. V 4-letnem obdobju so si jih obetali 100. Šentjernejsko gospodarstvo sloni na manjših, zelo uspešnih, inovativnih podjetjih, ki izhajajo večina iz Iskre, bivše, in pa Podgorje je naš paradni konj. Jaz mislim, da se stanje izboljšuje, da se tudi ceni domače znanje. In mislim, da je tukaj so kar napredki v pozitivni smeri. Težko je dobiti dober kader. To pomeni, da pač smo vse firme, mislim, dosti dobre in da potem tudi ne prehaja ali pa tisti kader, ki je na razpolago, ga hitro porabimo oziroma zaposlimo. V 7,5 hektarov veliki poslovno-storitveni coni Sever, ki naj bi jo občina komunalno opremila, sicer načrtujejo prihod novih podjetij oziroma širitev obstoječih ter s tem dodatna delovna mesta. Če si nekje v stisnjenem prostoru, se težko širiš, ne? Zdaj, če imaš v coni en tak malo boljši prostor, lahko zgradiš boljšo delavnico, kjer je lažje delati, kjer so pogoji pač boljši, ne? Med tistimi, ki se nameravajo širiti v poslovno cono Sever, je tudi domače podjetje Eltas. Največja ovira bila ta, da nismo mogli najti primerne parcele, kar smo pa tudi v preteklem letu uspeli premagati. Imamo parcelo in v tem trenutku pripravljamo projekt za nov objekt. Vsaj 3 novogradnje na severnem območju Šentjerneja so stvarnost, pravi župan. Čeprav je bila občina neuspešna na državnem razpisu za pridobitev sredstev za komunalno opremljanje poslovnih con. Nismo bili uspešni, ker nismo pridobili vsa potrebna dovoljenja, to je okoljevarstveno soglasje. Tega pričakujemo sredi letošnjega leta in do takrat bo tudi gradbeno dovoljenje za industrijsko cono.
Luzar vseeno upa na pridobitev sredstev gospodarskega ministrstva, saj je bil njihov projekt zelo dobro ocenjen. V nasprotnem primeru bi naložbeniki sami vlagali v komunalno infrastrukturo, kar bi jim potem občina odštela pri izračunu komunalnega prispevka. Po 3 letih priprav in pridobitvi vseh potrebnih soglasij nosilcev urejanja prostora so šmarješki občinski svetniki na zadnji redni seji z večino glasov sprejeli občinski podrobni prostorski načrt Prinovec. Ta predstavlja podlago za v prihodnjih letih načrtovano ureditev osrednjega dela Šmarjeških Toplic, ki naj bi tako postal zgledna vstopna točka turistične občine. Za dobrih 12 hektarjev veliko območje, kjer so predvidene predvsem parkovne ureditve, je morala občina izdelati 2 dodatni študiji, prometno in hidravlično-hidrološko, ki sta močno omejili območje in pogoje zazidljivosti. In potem so bila velika usklajevanja z MOP Arsotom in pa Zavodom za varstvo narave, da smo pridobili pozitivno mnenje in lahko ta odlok sprejeli. Dejansko je nek napredek v urejanju prostora v Šmarjeških Toplicah, ni pa ravno tisto, kar smo si na začetku zastavili, ko smo šli v sprejem tega dokumenta. Ob možni širitvi obstoječih stanovanjskih objektov neposredno ob regionalni cesti so v jedru Šmarjeških Toplic pridobili prostor za gradnjo 3 poslovno-stanovanjskih objektov. Tudi za center kolesarstva in nordijske hoje v Šmarjeških Toplicah, to bo prva stavba, ko se bo prihajalo iz Novega mesta proti Šmarješkim, dodatna parkirna mesta, kar je zelo dobrodošlo, ker je danes problem parkiranja. Ali bo število novih parkirnih mest zadoščalo, bo pokazal čas, saj je teh manj, kot je bilo sprva načrtovano. Izgubili smo celo 22 parkirnih mest, kot je bilo prvotno predvideno. Manj smo jih, zato ker smo morali zaradi naravne vrednote, to je potoka Prinovec, se izogniti temu 5-metrskemu varovalnemu pasu. Ob 2 vzdržanih je proti sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta glasoval svetnik iz Šmarjeških Toplic Aleksander Durič. Zato, ker se mi ne zdi prava rešitev. Ker je v osnovnem OPN-ju je ta parcela predvsem desno od ceste, od potoka, spravi levi desni breg, je bilo predvideno kot stavbno zemljišče, zdaj smo to spremenili v parkovno. Durič kot nesmiselno rešitev označi tudi primer novega krožišča s slepim krakom do omenjene parcele, saj kot pravi, parkovne ureditve tovrstnih priključkov ne potrebujejo. In ne vem, kdo bo pa zdaj to parcelo, ki je v privatni lasti, urejeval, da bo to kosil, to mora nekdo kositi in vzdrževati. To bo šlo potem kot ena parcela nižje dol, ki je parcela v privatni lasti, ne sme graditi in je zdaj danes zaraščeno, da ne vidiš več čez. Glavnino potrebnega denarja za ureditev jedra Šmarjeških Toplic bo občina sicer skušala pridobiti na evropskih razpisih. Gradnja športne dvorane pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči, ki jo je idrijski izvajalec Zidgrad začel poleti, poteka po zastavljenem časovnem načrtu, pravi tamkajšnji župan Andrej Kastelic. Stavba je tako pod streho, zmontirano je tudi stavbno pohištvo. Zdaj so na vrsti inštalacijska dela, sledila bodo še preostala dela, izpeljati pa morajo še postopke za izbor izvajalca in namestitev notranje opreme. Te zadeve tudi pripravljamo in jaz mislim, da bomo tudi to opravili. Tudi z ministrstvom smo v kontaktu v dogovoru za sofinanciranje in po nekih napovedih bodo tudi te zadeve normalno stekle. Tako da bi resnično lahko to športno dvorano do konca tega šolskega leta tudi zaključili. Oprema je ocenjena na 250 tisočakov, končni znesek pa bo znan ob razpisu. Izgradnja športne dvorane je sicer vredna slab 1 milijon evrov, od tega 40% upravičenih stroškov sofinancira država, ostalo gre iz občinske blagajne. Ima 2 vadbena prostora, veliko tam 1000 kvadratov površin, kar je približno stara dvorana je imela tam okrog 600 kvadratov, tako da so 2 vadbena prostora notri in namenjena seveda bo pa tudi za kakšne večje prireditve, ker gre lahko večje število ljudi noter. Prvenstveno bo namenjena učencem in učenkam, izven šolskega časa tudi rekreativcem, ki imajo na voljo tudi telovadnico v stari šoli. Dokler bo pa ta stara športna telovadnica, je pa tudi tam na polno zasedena, tudi sedaj. Tako da termini so dejansko vsi zasedeni za rekreacijo. Upamo, da bomo pa še koga drugega dobili tudi iz kje drugje, ne samo iz naše občine, za kakšne treninge ali pa tudi v tej športni dvorani. S tem v občini zaključujejo naložbe v šolske objekte, dejavnejši pa bodo pri izgradnji suhokranjskega vodovoda.
Med večjimi naložbami so v 35 milijonov evrov in pol vrednem proračunu občine Krško dozidava knjižnice, nadomestna gradnja vrtca v Brestanici, energetska sanacija šole Podbočje, predvidenih pa je tudi več vlaganj v izboljšanje cestne infrastrukture. V Brestanici in na Senovem sta odprti 2 cestni gradbišči, projekta pa skupaj vredna okrog 1,4 milijona evrov. Na regionalni cesti Podsreda Brestanica pri odcepu za Armeško je v gradnji krožišče. To je seveda osrednji del torej osrednji objekt na tem projektu. Pomembno je seveda tudi premostitev preko potoka in cesta proti Jetrnem Selu. Gre za projekt vrednosti nekaj več kot milijon evrov, ki ne bi bil končan v letošnjem letu, se pravi nekje do decembra letos. To bo zelo povečalo prometno varnost, saj zdaj cesta pelje skozi šolsko dvorišče. Spelje se cel promet do Jetrnega Sela, istočasno pa se ureja tudi promet okrog bazena v Brestanici. Tako da gre pravzaprav za eno precej veliko prometno ureditev, ki je bila v tej krajevni skupnosti pričakovana že dolga leta. Na lokalni cesti Senovo Reštan-Belo pa nadaljujejo lani začeto rekonstrukcijo. 200 metrov ceste bo razširjenih z novo meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo in novim avtobusnim postajališčem. Je pa nekoliko bolj zahteven projekt, zaradi česar se je tudi nekako zavlekel v preteklosti. Namreč ta projekt je bil začet že pred davnimi 20 leti. Sedaj ga je prevzela občina in ga bo tudi letos dokončala. Bistvo tega projekta je poleg ceste seveda tudi odstranitev enega objekta, hiše in pa neki garaž, nadomestne garaže in podobno. Vrednost del je 366 tisoč evrov. Večino denarja zagotavlja občinski proračun, del odmerjenih sredstev za naložbe pa bo morala dodati tudi krajevna skupnost Senovo. Predviden zaključek del je v začetku letošnjega junija. V nadaljevanju novic tedna ostajamo na cestah. Govorili bomo tudi o javljalnikih ogljikovega oksida. Ta teden je bil tudi vremensko zanimiv, zato tudi o poledeneli Kolpi in ledeni trgatvi na Sremiču, kjer so škarje pele pri kar minus 14 stopinjah. Leto se je šele dobro začelo, a sta na cestah na območju novomeške policijske uprave ugasnili že 2 življenji. Lani v celem letu 15. V kar 6 primerih so bili povzročitelji nesreče pod vplivom alkohola. Tudi zadnjo nesrečo s smrtnim izidom v Novem mestu je povzročil voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,89 mg alkohola. 24-letni Francoz je pripeljal iz Bršljina in v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila 25-letnega Makedonca, ki je stal ob rdeči luči na semaforju. Povzročitelj se v nesreči ni poškodoval. Lahko rečemo, da smo v letu 2016 obravnavali 166 prometnih nesreč, ki so jih povzročili vinjeni vozniki, kar je 31% več kot v letu 2015. V sobotnem primeru so pomagali tudi novomeški poklicni gasilci. Če bi mrzlo kaj tazga bolj videl tako blizu kot mi, bi se lahko zamislil, pa bi potem malo drugače reagiral. Odstotek alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je na tem območju višji, kot je slovensko povprečje. Znaša okoli 13%, dočim je na državni ravni nekoliko več kot 10%. V novomeškem zdravstvenem centru Aristotel se vsak dan srečujejo z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola ali drugih substanc in so jih k njim napotile različne službe. Lani so obravnavali približno 780 takih oseb. Med njimi so tudi povratniki, ki pridejo petič. Vsak polnoletni državljan naj bi imel pravico enkrat v življenju se napiti, ampak nima nobene pravice takšen se usesti za volan motornega vozila. Težava je tudi v sprejemanju odgovornosti, pravi sogovornik s 40-letno prakso v zdravstvu. Mogoče 1-2 primera, da bo nekdo tako odkrito rekel, ja, sem storil tisto, kar sem storil. Vedno je nekdo tretji odgovoren, a četrti je kriv. Pogreša tudi več sodelovanja z okrajnimi sodišči in pripadajočimi upravnimi enotami. A do danes nismo imeli možnost kontakta ali komunikacije ne z upravnimi enotami, ne z okrajnimi sodiščami. Še podatek, da so novomeški policisti lani opravili več kot 38 tisoč preizkusov alkoholiziranosti in pri kar 1365 voznikih ugotovili kršitev.
Med kurilno sezono je nevarnost zastrupitve z ogljikovim oksidom velika, saj gre za izjemno strupen plin, ki je neviden, brez vonja in okusa, zato ga ne moremo zaznati. Nevidnega morilca ali tihega ubijalca, kot mu nekateri pravijo, pa zazna javljalnik s 1. januarjem obvezen pri vseh, ki imate kurilno napravo, ki za gorenje zajema zrak iz bivalnega prostora in ne od zunaj. Tako namreč določa pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, veljaven že od leta 2013, a s tem letom obvezen. Če doma zakurite kamin ali pa plinsko pečko ali pa uporabljate štedilnik, ki ga kurite na drva, je velika verjetnost, da se ta plin sprošča v kar velikih koncentracijah. Smrtno nevarne koncentracije tega plina lahko nastanejo že po nekaj minutah delovanja naprave. Problematičen je potem, ker se veže na hemoglobin in dejansko povzroča, višje koncentracije povzročajo hude zastrupitve in tudi zelo hitro smrt. Manjše količine plina pa povzročajo glavobole, slabosti in vrtoglavice. Javljalnik ogljikovega oksida v prostoru, kjer je kurilna naprava, namestimo na strop. Pa zdaj, če gledamo na varnost in glede na koliko se to opozarja, da je to tihi ubijalec, jaz kar mislim, da je smiselno. Pač neko varovalo je, da ne zaspiš. Pri njih nimajo zunanjega dovoda zraka, pravi Marjanovič. Pač takrat ga ni bilo možno vgraditi. Skrbimo, da je dovolj prezračeno, smo pa namestili tudi javljalnik monoksida zdaj. Za preprečevanje zastrupitve sta priporočljiva redno pregledovanje in vzdrževanje kurilnih naprav, predvsem plinskih peči in dimnikov ter prezračevanje prostorov. Velikokrat problem nastane pri rekonstrukciji oziroma obnovi objekta, kjer se vgrajujejo novo stavbno pohištvo, se pravi okna, vrata, ki popolnoma tesnijo močnejše kuhinjske nape. In v takem primeru se lahko zgodi, da izgorevalni produkti, ki so namenjeni v dimnik, zaidejo tudi v prostor in s tem posledično tudi ogljikov oksid. Nadzor nad nameščenostjo javljalnikov sicer še ni jasno opredeljen, pravi Piko, a je kljub temu pomembno, da se občani zavedajo resnosti problematike. Pa tudi, da so previdni pri nakupu javljalnikov, saj vsi, predvsem cenovno ugodnejši, niso ustrezni. Na njih morata biti obvezno označena datum proizvodnje in življenjska doba, dodaja Piko. Zdaj pa na led. Zelo nizke temperature so ustvarile pravo ledeno kuliso. Deloma je ob robovih zmrznila Krka, še bolj pa Kolpa, ki je skoraj povsem zaledenela. Naša belokranjska ekipa je preverila, kako debela je ta ledena skorja. Takšen je pogled na reko na priljubljenem kopališču pri Starem Podu v Adlešičih. Ja, to ni prav pogosto, čeprav smo v zadnjem desetletju zdaj že tretjič priča, da je Kolpa čez in čez pri nas zamrznjena. Po pripovedovanju starejših pa je nekdaj led pogosto prekrival Kolpo in so v mlin hodili kar po ledu. Se spomnim pripovedke, da so na Božič punce Čavičeve šle v Miliče k maši in potem, ko so se vračale nazaj z Voli, je pač na nekem delu bila ta skorja pretanka. In njihova pot se je tragično končala, dodaja Jankovičeva. Spominjajo pa se tudi bolj veselih dogodkov. Tukaj v Fučkovce se je priženila gospodična iz vasi tukaj blizu na Hrvaškem in svatje so na Ohcet, torej šli kar po skorji. Oziroma zaledeneli Kolpi in vse se je srečno končalo. Kaj pa danes? Ledena skorja, ki jo 4. januarja prekriva sneg, se je v Adlešičih na Kolpi pojavila že zadnji dan minulega leta. Vendar, pravi Tončka Jankovič, ne priporočam, da bi to kdorkoli hodil po Kolpi, še celo čez, sploh če je sam. Nikoli ne veš, kje je izvir, vsaj če nisi domačin, in tam, kjer je izvir, gotovo ledena skorja ni tako debela. Mi smo se sicer sprehajali po Kolpi, a le v bližini brega. Ekipa Krajinskega parka Kolpa pa je na nekaj mestih zavrtala v led. Meritve so pokazale, da je ledena skorja tanjša, kot so pričakovali, in različno debela, od 7 do 13 centimetrov. Kar pomeni, da ne gre zaupati ledu in je zaledenelo in zasneženo Kolpo bolje opazovati z brega. Še posebej lep je pogled nanjo pri jezu ali slapu, kot pravijo Belokranjci, kjer zaradi večje pretočnosti reka ni zaledenela. Le nekaj 100 metrov nižje pa jo znova prekriva ledena skorja.
Nizke temperature pa so omogočile tudi ledene trgatve. Ledeno vino ima med predikatnimi vini posebno ceno. Za njegovo pridelavo so potrebni posebni vremenski pogoji in veliko enološkega znanja. Zato so tisti, ki pripravljajo ledene trgatve, redki. V vinski kleti Kmečke zadruge Krško imajo potrebne izkušnje. Mi smo spremljali njihovo ledeno trgatev na Sremiču. Zanjo so pustili grozdje na 2000 trtah, ki bi v redni trgatvi dale okrog 5000 litrov vina. Izkupiček ledene trgatve pa bo manj kot 100 litrov medene tekočine. 3 dni zapored mora biti najmanj 7 stopinj pod ničlo, da grozdje zmrzne, in ta konec tedna so bili pri minus 14 stopinjah jutranjega mraza pogoji idealni. Zbrali smo se že ob svitu, tako da pravkar že končujemo, in zraven nas so tudi sodelavci in pa člani kluba ljubiteljev naše kleti, in nameravamo z tega vina narediti eno zgodbo, mogoče tudi dobrodelno. Bo pa ledeno vino laškega rizlinga. V letu 2012 je bila to modra frankinja, kot modro vino smo rekli, da imamo še poskusiti s to sorto, no danes je pa to laški rizling. Sicer bo šele čez leto možno oceniti kakovost te ledene trgatve, ampak sorta grozdja daje dobre obete, pravi glavni kletar. Po mojih izkušnjah, ker sem že 38 let v tem poklicu, je ravno laški rizling tist, ki nas največkrat tako prijetno in pozitivno preseneti. Na trgatvi smo srečali več znanih gospodarstvenikov, ki so pokazali, da se dela v izrednih razmerah ne bojijo. So tudi člani kluba prijateljev Krške kleti, ki je bil ustanovljen pred 4 leti in ima okrog 45 članov z vse države in tudi z Hrvaške. Glavna naloga je druženje, izobraževanje in pa prenos tradicije, predvsem pa tudi predstavljanje vin z našega področja kot vrhunskih kvalitetnih vin. Cviček je sicer vodilni vinski program po količini. Iz vinogradov na Sremiču pa pridelujejo vina, ki jim prinašajo najvišja priznanja. V Radencih so okronali 21. vinsko kraljico Slovenije, ki bo letos kraljevala slovenskim vinorodnim deželam. 5 iz vinorodne dežele Posavja se je pridružila še Maja Žibert iz Bistrice pri Šentrupertu. 23-letno Dolenko, ki je bila leta 2014 okronana za 16. cvičkovo princeso, smo ujeli po telefonu pred uradno razglasitvijo. Malo se moram pripraviti glede obleke pa frizure, pa drugače pa imam podporo od vse povsod in sem vesela, da ni nič tako preveč stresnega. Podporo so ji izkazali tudi sorodniki, prijatelji, vinogradniki in soobčani iz občin Šentrupert, odkoder izhaja, in Mokronog Trebevno, kjer je članica Društva vinogradnikov Mokronog. Tako so se danes organizirano odpravili na kronanje v Radence. Računamo, da bo Maja v svojem poslanstvu večkrat omenjala občino Šentrupert, našo deželo kozolcev, naše vinogradnike, dobra vina in tako naprej, in da bomo skozi to deležni v Sloveniji in tudi verjetno v tujini večje pozornosti. Verjamem, da bo tudi kraljica pogosto pri nas, morda nekoliko manjkrat kot do zdaj zaradi obveznosti, ampak mi je pričakujemo. Naša Maja je zelo ambiciozno dekle. Ona je postala pred 2 letoma 16. cvičkova princesa. Že takrat smo bili vzhičeni, da ne govorim, kako ponosni smo šele danes, ko gremo na kronanje naše 21. vinske kraljice Slovenije. Mi vemo, da je zelo komunikativna, da govori tudi 4 jezike aktivno, tako da v turizem je usmerjena, sodeluje tudi veliko na humanitarnih akcijah. Zgodilo se je, da imamo drugič v zgodovini, da je naša cvičkova princesa postala tudi vinska kraljica Slovenije. To še posebno pomeni precej pri promociji našega posebneža cvička. Največja podpornika sta zagotovo njena starša. Že od nekdaj njo veseli, že ko je bila še v osnovni šoli večkrat govorila o to, pa ono pač šla v vinograd tudi zraven. No in pol je to po srednji šoli, pa tudi če dalje bolj njej to nekako prehajalo do srce. Pred novo vinsko kraljico je sicer zelo delovno leto, več o načrtih pa bo razkrila konec meseca v našem studiu. V Metliškem območnem združenju Rdečega križa v sodelovanju s Črnomaljskim vrtcem in Zikom ter ob pomoči vseh 3 belokranjskih občin so pripravili humanitarno akcijo Stopimo skupaj za otroke v Belokranjskem razvojnem oddelku.
Pred letom in pol so v vrtcu Črnomelj odprli belokranjski oddelek za otroke s prilagojenim programom, tako imenovani razvojni oddelek, v katerem so trenutno 4 otroci, 2 iz Metliške in 2 iz Črnomaljske občine. Vsi 4 otroci so otroci s posebnimi potrebami, tako jih imenujemo, ampak se v svojih značilnostih in potrebah zelo razlikujejo. 2 otroka sta težje gibalno ovirana, kar pomeni, da ne hodita in se ne hranita samostojno. Poleg tega imata tudi težave v govorno-jezikovni komunikaciji, eden pa tudi motnjo vida. Potem so pa v naši skupini tudi otroci, ki imajo težave v socialnem funkcioniranju, težave v čustvih in se potem tukaj lažje učijo. Napredek je viden, vendar nujno potrebujejo dodatno individualno strokovno pomoč. Predvsem individualno strokovno pomoč nevrofizioterapevta in logopeda. Tem otrokom namreč le enkrat mesečno pripada obravnava v razvojni ambulanti, kar je občutno premalo. Zato si želijo, da bi jim z denarjem zbranim v humanitarni akciji Stopimo skupaj v vrtcu omogočili terapijo s pomočjo živali ter tedensko obravnavo nevrofizioterapevta in logopeda. Kajti? Bolje funkcioniranje, bolj sodelujejo, če so v okolju, ki ga poznajo in kjer se počutijo varno. Povsem drugače je, če otroka peljemo enkrat na mesec oziroma na 3 tedne k strokovnjaku nekam drugam. Zato v Metliškem združenju Rdečega križa jutri začenjajo humanitarno akcijo in pozivajo vse tiste, ki lahko darujejo, vse tiste, ki lahko pomagajo, da pristopijo k tej akciji in da bomo s zbranimi sredstvi bomo namenili za dodatne obravnave in s tem tudi viden in boljši napredek za otroke, kar pa si vsi želimo. Pripravili bodo tudi 2 dobrodelna koncerta, februarja v Metliki, aprila pa v Črnomlju. Gledalke in gledalci ste z glasovanjem določili 12 osebnosti meseca, med katerimi boste prav vi odločili, kdo bo osebnost leta 2016 vašega kanala. A najprej boste lahko med 16. in 31. januarjem spremljali pogovorne oddaje z vsemi osebnostmi meseca. Februarja pa bo sledilo glasovanje. Osebnost januarja Vladimir Gregor Bahč je bil vrsto let predsednik uprave novomeškega podjetja TPV in je več kot 50 let posvetil delu v avtomobilski industriji. Osebnost februarja je postala Branka Bukovec, prejemnica srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi. Jelka Robar, osebnost marca, je zmagovalka prve ženske salamjade v Sevnici, ki je potekala na Sevniškem gradu. Osebnost aprila, Gorazd Šuštarič, sel pri Dragatušu, bolnik z multiplo sklerozo poskuša kot prvi Slovenec to neozdravljivo bolezen premagati z visokimi dozami vitamina D3. Straški raftarji so postali osebnost maja in so na evropskem prvenstvu, ki je potekalo na slovenskih tleh, osvojili kar 11 odličij, od tega kar 8 zlatih. Mirenski kickbokser Jure Smole pa se je v Italiji veselil naslova svetovnega prvaka v kategoriji K1 do 77 kg organizacije VTKA in je bil izbran za osebnost junija. Za osebnost julija ste izglasovali Lidijo Malešič, ki je pred 3 leti in pol začela s šolo zdravja v Črnomlju. Julija so zabeležili že 1000 ovadbo. Majda Kušar Ambrožič, dolgoletna ravnateljica vrtca Ciciban Novo mesto, se je po 40 letih dela na področju predšolske vzgoje poslovila od predanega dela in postala osebnost avgusta. V napetem glasovanju za osebnost septembra je slavil predsednik kluba prijateljev Metliške Črnine Mirjan Kulovec, sicer predsednik uprave in generalni direktor Metliške Kolpe. Primož Jeralič, ki je na paraolimpijskih igrah v brazilskem Riju v kronometru in cestni dirki dosegel 10. mesti, je postal osebnost oktobra. Predsednico društva Zdravje za Posavje, v katerem si prizadevajo za nakup digitalnega mamografa za brežiško bolnišnico, Diano Kosar, ste izbrali za osebnost novembra. In še osebnost decembra, to je postal Belokranjec Dušan Vukčević, ki ga je ena najbolj znanih 3D revij na svetu, 3D Artist, lani uvrstila med 100 najvplivnejših 3D umetnikov na svetu. Toliko smo vam pripravili v tokratnih novicah tedna. In kot pravi misel, ko se moraš posloviti, pustiš, da te preplavijo vsi lepi, skupaj preživeti trenutki in zaveš se, da si zavedno povezan, le drugače. Bodite lepo in srečno.